Lepo pozdravljeni in dober večer na našem zadnjem večeru 10. obletnice platforme AmCham Young. Zadnje 2 tedna smo se zelo intenzivno družili z vsemi top potenciali, v sredo pa bomo dobili 10. AmCham top potencial leta. In danes v moji družbi pozdravljam 9. zmagovalca, 9. AmCham top potencial leta, Mateja Gostišo, ki je regionalni menedžer v Zavarovalnici Triglav. Matej, živjo in dobrodošel v naši družbi. Živjo, hvala, me veseli, da sem tukaj. Pred enim letom si v bistvu ti švical na odru med 5 superfinalisti in si potem postal AmCham top potencial leta. Kaj si odnesel od tega leta, ki je za tabo, na kaj si najbolj ponosen in kaj bo v bistvu tvoja zaveza za naprej? Ja, to eno leto je bilo zelo pestro, če naredim preskok v tisti maj in junij 2019, ko se je vse to odvijalo. AmCham ni bil edina stvar takrat na mojem pladnju. Ravno takrat smo zaključevali z internim MBA-jem, ki smo ga imeli v skupini Triglav International Business Academy. Se pravi, to smo zaključevali konec maja, potem sem en dan pred velikim superfinalom AmCham Young Professionals imel rojstni dan, potem šel s 4 prijatelji v ta superfinale. Adrenalin se je dvigal, seveda, pobral tisto titulo. Naslednje dopoldne potoval službeno v Sarajevo, naslednji dan nadaljeval z rojstnodnevnim rajanjem, zaključil soboto, potem, se pravi, to je že 4. dan, s turnirjem v košarki, ki jo imam izredno rad, in ves ta vrhunec, ves ta adrenalin je v hipu izpuhtel z zlomljenim gležnjem in to je bil potem moj name of the game za poletje, ki je sledilo tej tituli. Podobno kot v tem korona kvartalu, ki se je pravkar zaključil, sem imel tik po tej zmagi čas za samo refleksijo, za floskule This time is different, razmišljal sem, kako bom sebe in svet spremenil, ampak če strnem to razmišljanje tistega leta in tega korona kvartala je mogoče to, da se trudim zdaj ne le stvari delati pravilno, ampak delati prave stvari. Super, jaz sem prepričana, da ti to odlično uspeva. Zdaj me pa zanima, a te je program AmCham Young Professionals in tudi zdaj, ko si v bistvu aktivni član platforme Young in pa tudi AmCham skupnosti nasploh, da je kaj spremenil? A si po tem enem letu, ki si ga preživel v krogu svojih vrstnikov in svoje generacije, začel na posel in svoje delovanje v poslovnem svetu gledati kako drugače? Ja, od začetka sem bil malo skeptičen oziroma me je bilo strah tega, da se AmCham promovira oziroma pozicionira kot neka skupnost optimizma, ker me je skrbelo, da bom padel v neko družbo nekritičnih optimizma polnih kolegov, ampak je bilo seveda daleč od tega. Ne le v platformi Young, ampak v bistvu preko celotnega AmCham udejstvovanja sem spoznal kupico zelo kompetentnih ljudi, ki so usmerjeni v razvoj sebe, v razvoj družbe in ki v bistvu dojemajo AmCham kot neko platformo, preko katere lahko dosegajo nekaj pozitivnega. Kot rečeno, ne gre le za platformo Young, vsak zmagovalec AmCham Young Professionals ima to čast ali pa to priložnost, da za eno leto postane član
svetu guvernerjev MČM, kjer imamo možnost dobiti ta vpogled v strateško delovanje MČM-a. Tako da, kaj je dalo meni osebno to MČM leto? Morda mislim, da sem postal bolj kritičen do sebe, bolj zahteven do sebe, kar pa je seveda posledica preomenjenih novih spoznanj novih izjemno uspešnih ljudi in pa tudi prevzemanja nekih novih vlog v profesionalnem življenju. Vedno bolj danes govorimo tudi o nekem pomenu vrednot v poslovnem svetu in tudi zdaj v bistvu po tem korona času se zdi, da tista podjetja, ki ne bojo stala za svojimi vrednotami, v katere verjamejo in ki jih vodijo, ne bojo nekako preživela. In v to zelo močno verjamemo tudi v MČM-u. Pa me zanima, kako ti gledaš na pomen vrednot v današnjem svetu, v poslu in kje so tiste vrednote, ki vodijo tebe? Ja, super vprašanje, ampak spet, da probam biti bolj konkreten ali pa manj visoko leteč. Mislim, da večina ljudi vseeno službo potrebuje zaradi pokrivanja nekih zelo osnovnih življenjskih potreb in bi bilo naivno pričakovati, ali pa misliti, da podjetja, ki ne živijo ali pa ki nimajo napisanih nekih izjemnih vrednot, da bi imele težave s pridobivanjem delavcev. Je pa res, da morajo biti danes podjetja, da morajo to primarno poklicanost, torej to, da pridobivajo pa da ustvarjajo dobiček, še dodatno optimizirati ob tem zavedanju, da morajo biti družbeno odgovorna, da se moramo zaposleni dobro počutiti na delovnem mestu in pa da hkrati zagotavljajo neko konkurenčno uporabniško izkušnjo. S tem, da so vrednote, ki pa meni osebno odgovarjajo ali me vodijo, so poštenost, odkritost, zaupanje. In vse te tri vrednote bi lahko na prvo žogo izpadle tudi kot neka naivnost in ravno zato preomenjena kritičnost, ki jo želim vedno bolj gojiti. Da ne spadem le naiven, ampak da z neko kritičnostjo vstopam v vsak potencialni kontakt. Pa sej malo naivni, pa moramo biti vsi, a ne? Ja, malo vsi, ja. Drugače je tvoj položaj regionalni menedžer v Zavarovalnici Triglav. Pred epidemijo so bila potovanja tvoja stalnica in skoraj se te ni dalo dobiti v Sloveniji, zdaj je verjetno malo drugače in si več doma kot na poti. Kako se je nekako tvoj delovni proces spremenil? Kaj je v tem mogoče boljšega, pa kaj je slabšega? Ja, ta korona kvartal me je prizemljil tako zelo dobesedno. Meni je korona kvartal bil pozitiven, s tem, da je pozitivna izkušnja, s tem, da je primaren pogoj, da se je to uresničilo, je seveda nek zelo odgovoren delodajalec. Moj delodajalec je z izjemno skrbnostjo poskrbel tako za svoje delavce kot za stranke, tako da je bilo tudi samo delo od doma in potem vrnitev v začetku maja na delovno mesto zelo prijetna izkušnja praktično. Je pa tako, mislim, da ta cel korona kvartal lahko gledamo skozi prizmo plusov in minusov tako za podjetja kot za posameznike. Se pravi, podjetja morajo kar naenkrat birokratski zaplet ali sploh lahko in na kakšen način nekdo dela od doma varno. Stvari, ki sploh niso vedeli, da obstajajo, varnost pri delu od doma, ali imam primeren ekran, ali imam ta pravo miško doma, da bo vse tako, kot mora biti. Torej, preizkušnja za podjetje v smislu delo od doma, boj za prihodke, seveda zelo take eksistencialne zadeve za podjetje, zagotavljanje varnosti zaposlenih in strank, ampak hkrati pa spet priložnost za agilna delovna mesta, za boljšo izkušnjo strank. Tako kot sem govoril s kolegi iz 9. generacije, pa tudi sicer sodelavci in s kolegi, je bilo pa tudi neka osebna lahko stiska, ki je izhajala iz tega, da si bil fizično kot delavec ali pa zaposlena ali pa oseba ujet v fizičnem prostoru. Iz tega je lahko tudi kakšna psihološka stiska izhajala, ampak po drugi strani, če imamo doma urejene zadeve, smo sedaj lahko bolj spoznali svoje partnerje, bolj sebe, razmišljali o načrtih, ki presegajo zgolj pisarno, v kateri živimo v službi. Kako so se pa mogoče razmere spremenile na Balkanu? Ti zelo velik delaš pač v regiji, je pri njih kaj drugače? Ja, pokazalo se je, da kar se tiče Slovenije, da ta neka kombinacija, da kadar želimo biti bolj balkanski, smo lahko in kadar želimo biti bolj avstrijski, smo tudi lahko,
To se je pokazalo za pozitivno, namreč, da smo bili v teh prvih mesecih zelo poslušni. Mislim, da nam zdaj ta poslušnost na ulicah sicer fire back dela, če se lahko tako izrazim, ampak če primerjam torej Adria regijo s Slovenijo, recimo v Srbiji so imeli večje težave zaradi recimo temu večje neposlušnosti ljudstva. Podobno se sedaj dogaja v Severni Makedoniji, tako da zaenkrat kaže, da smo v Sloveniji relativno dobro odnesli. Matej, poleg tvojega dela v Zavarovalnici Triglav se pa znajdeš dobro tudi v svetu startupov, ker imaš tudi svoje podjetje. Zanima me, kako združuješ obe zadolžitvi oziroma oba poklica in kako se recimo svet startupov razlikuje od tega korporativnega sveta, v katerem delaš čez dan? Na pravni fakulteti se spomnim, da je en profesor ali pa asistent rekel, da je življenje zapustimo v plusu le, če umremo s kreditom. To me je dalo ful za misliti, ampak podobno sem želel preseči na način, da sodelujem na projektih, ki imajo čim več pozitivnih eksternalij. Jasno, omenjena Zavarovalnica Triglav oziroma skupina Triglav predstavlja neko stabilnost, ljudem omogoča varnost in ljudem sporoča, da bo vse v redu. Hkrati sem podeležen, kot si omenila, tudi v avtoanalitiki in v Kulju. Na eni strani skrbimo za transparentnost trga rabljenih vozil, da bo čim več ljudi čim lažje spalo, ko bodo kupovali vozilo, oziroma pri Kulju združujemo prava podjetja s pravimi ljudmi za generiranje vsebin za spletno pozicioniranje. In če iščem podobnosti oziroma raznolikosti med startupi in med korporacijami, mislim, da je ključno to, da brez inoviranja tako mlado kot starejše podjetje izgublja na relevantnosti. Inovacije pa prihajajo iz ljudi, ne le iz mlajših, ampak tudi iz starejših in mislim, da je ključno to povezovanje generacij, se pravi, da hkrati v MČM-u imamo veliko korporativnih klientov oziroma članov in pri korporacijah je jasno, da so v timih različnih generacije. V startupih oziroma mladih podjetjih pa to razsežnost različnih generacij dobijo šele posredno preko investitorjev ali mentorskih programov. Tako da ta podobnost je v bistvu, kot sem rekel, v tem, brez inoviranja odmeramo, inoviranje pa prihaja iz ljudi in iz sodelovanja starejših in mlajših. Kje se pa mogoče vidiš na nek dolgi rok, kater svet misliš, da te bo bolj potegnil oziroma koliko časa boš lahko vztrajal v obeh? To je kar ključno vprašanje, o katerem mnogokrat zaspim in si ga ne razjasnim. Mislim, da ko ne bom mogel več sodelovati ali v korporaciji ali pa v lastnih podjetjih oziroma v privatnih iniciativah z ljudmi in v projektih, kjer se ne dodaja neka pozitivna dodana vrednost, takrat bom od tega odstopil. A bo to prej v privatnih iniciativah ali v korporacijah, tega pa ne vem. Okay. Spomnim se, da si nam lani pred zmago povedal, da nimaš vzornikov, ampak da te navdušujejo ljudje. A to še vedno drži? Še vedno drži. Ne vem, če sem se takrat dopolnil v misli, da je name, kot rečeno, že na začetku, ob nesrečnem zlomu gležnja, zelo rad imam košarko in ko sem odraščal v košarki, je imel name zelo velik vpliv Kobe Bryant, ki je ravno letos nažalost preminil, tako da on je name seveda vplival kot na mladega fanta, ki želi napredovati v nečem, recimo to je bila košarka in takrat sem preko njega dobival take resne vzorce trdega dela in tako naprej. Je pa res, da na vsakega vpliva ta primarna vzgoja, ožje družine, začetek profesionalne poti pa je odvisen od neposredno nadrejenega. In jaz sem imel veliko srečo, da sem imel v bistvu tako vzporedno dva nadrejena, ki sta bila karakterno in strokovno kompatibilna in sta se dopolnjevala in pravzaprav še vedno mi omogočata, da v karieri na osebni in na strokovni ravni še vedno se razvijam in rastem. Pa ko ravno omenjaš v bistvu voditelje oziroma liderje,
Tudi za vas v MCM Young skupnosti pravimo, da ste bodoči poslovni lideri, pa me zanima, kakšen je po tvojem mnenju lider prihodnosti in kakšen lider bi si želel biti sam? Spet korona kvartal in vse, kar iz tega izhaja. Mislim, da imamo trenutno pravi test za vse samo ali sicer oklicane liderje, ker smo v obdobju, ko je očitno vse mogoče. Korona je bila očitno nek povod za makroekonomska in za politično nestabilnost, kaže se neka kriza vrednot, imamo neko manifestacijo nasilja, ki izhaja iz nekih rasnih razlik v Evropi in v Ameriki. Tako da mislim, da bo mogel biti ali da mora biti lider prihodnosti povezovalen, mora biti sočuten in pa glede na prej našteto mora imeti veliko sposobnost nekega kompleksnega razmišljanja, da bo sebe in druge vodil v teh nenavadnih razmerah. Super. Zdaj pa, Matej, počasi bova zaključila, ker se najin čas izteka. Imam pa samo še eno vprašanje. Kakšen nasvet boš dal svojemu nasledniku, ki ga boš dobil v sredo, in pa kaj bo nekako tvoja dota 10. MCM potencialu leta? Mislim, da je ključno sporočilo to, da je MCM Young neka močna energija in kot vsaka močna energija te lahko oživi, lahko te pa paralizira. In 10. ambasadorki ali pa 10. ambasadorju ponujam z veseljem roko 9 preteklih generacij, seveda z namenom, da nadaljujemo s kreiranjem te izjemne skupnosti in da skupaj poskrbimo, da bo 11. generacija še boljša. Super, no, jaz sem prepričana, da boste tle še vedno ustvarjali krasne zgodbe. Zdaj pa, Matej, vem, da te čakajo tvoji kolegi iz 9. generacije, ki nama bojo zdaj v živo tudi vsi pomahali. Katja? Tako da, Matej, hvala za vse tvoje odgovore in za tvojo družbo. Hitro se jim pridruži. Jaz pa vse vas vabim, da se nam pridružite v sredo, ko bomo v sredo zvečer ob 8. uri, ko bomo v pravem televizijskem šovu dobili 10. MCM potenciala leta. Ob tem pa še hvala tudi vsem MCM Heroes, ki omogočajo, da ustvarjamo platformo Young in da skrbimo za razvoj bodočih poslovnih liderjev. Hvala vsem in imejte krasen večer. Hvala.